Ja, prav, ja. Če smo zadnjič gledala. Dobar dan želim vsem skupaj, prijateljem železnice, vsem navzočim, posebej bi lepo pozdravil. Najprej gremo gostom iz sosednje Italije, gospodu Luki, ki nam je pripeljal miniaturni model Siemens vendar, ne? Potem bi pozdravil iz sosednje Hrvaške predstavnike štaciona, tukaj v rumeni majti, ne? Potem bi rad pozdravil predstavnika Luke Koster, gospoda Stareta, nekje sem ga opazil. Evo ga, živijo, ja, dobrodošel, ne? Potem bi rad pozdravil dr. Orbaniča, to je tale Filitrini zadaj, ne? Ki je velik krivec, da marsikaj naredimo, ne? In vse predstavnike vas, lokalne skupnosti, zaposlenih na slovenskih železnicah in tako naprej. Nismo planirali niti tega govora, kar zdaj govorim, ampak prav je, da ko se tretjič dobimo na postaji konc junija meseca, da povemo, kaj smo naredili, kaj bi radi naredili. Za mano je, se pravi, že postavljena tirnica iz leta 1916. Na njega pride v kratkem, a je to v pol leta, leto dni, ne zdržati za besedo, vagon iz 1917. leta izdelan na Češkem, s CPR-ji. Levo, kjer so zastave, pride vodna postaja, to je na Tevjo, ki niha, ki ima enih 300 kg, bo postavljena v naslednjem mesecu dni, tako da nekaj se dogaja. Jeseni bomo tudi še nekaj pripeljali, ki bo malo bolj odmevno, ampak naj bo presenečenje. Skratka, hvala lepa, da ste odzvali našemu vabilu. Jaz bom po tem govoru svojem odšel mimo Kretnic do vhoda v vodni stolp, oziroma predstavil bom, kaj smo delali. In še nekaj, ne biti presenečeni, mi se nahajamo na gradbišču, ne v muzeju še. Želimo si muzeja, ampak smo na gradbišču. Tako malo pazite na svojo varnost, vključno z vstopom v Bredo, vključno z vstopom do vodnega stolpa. Hvala lepa še enkrat. Kdor je že videl vodni stolp, vas bojo zdaj postregli, kdor je interesent, pa za nada. No, tukaj za vami je ta napis gradbišče muzejskega parka Breda. Mi bi ga radi poimenovali Breda, da ima neko ime in priimek. Muzejski park je povsod po svetu, ampak Breda ni povsod. Zato govorimo o nekem bodočem muzejskem parku Breda, kjer bo tudi muzejska zbirka. Pri kamnitih, bi rekel, predmetih sem se ustavil, bili so nekdaj na oni strani železniške postaje in se vidite, v višini, se pravi, skoraj 1/3 so bili v zemlji, vse so z enega kosa in so avstro-ogrske, bi rekel, obdelave in postavitve. Upam, da jih bomo tako postavili, da bo večji del kamnite skulpture tudi videti, ampak je še v obdelavi. Tukaj je vhod v bodočo muzejsko zbirko, potrebno je okna, vrata, elektrika, voda in sama postavitev. Za zbirko imamo slikovnega in ostalega materijala že zdaj dovolj, ki se nahaja zadaj v skladišču, ampak dokler ne uredimo, nimamo kaj noter nositi, ker je problem voda, ker je spodaj klet vsa v vodi še. Tako da tukaj traja ene malo bolj strokovne in gradbene prijeme, da bo stvar prav realizirana. Ja, tukaj nočemo se. Vse lahko greste si ogledati, ampak samo ta del, ja.
tukaj smo zabranili za silo, da kdo ne hobi noter, ne. No takole, nahajamo se v delu, ki ga marsikdo od Trnovcev, Bistričanov ne pozna, se pravi, govorimo o voznem stolpu. V spodnjem delu boste videli, ko boste noter pogledali, je dobesedno štirna. Nekje marca meseca smo jo začeli čistiti in smo očistili predvsem smeti zadnjih 50 let, ne, se nahajajo še tukaj, žal nismo odpeljali, ker dela je še. Ko smo prišli na globino enih 2 metrov, smo skopali, ne, nam je kar zbežala lopata noter, ne. Kaj je, ne, malo smo bili panični in se privezali in zmerili globino z konstrukcijami železnimi. Globina je 6 metrov in več, ne. A zgoraj je pa še plat zemlje, verjetno debela ne pol metra, tako da ni ravno varno se igrati, moramo narediti konstrukcijo in to ven zmetati, ne, ker če vodo posesamo, bo se skup noter pada, ne. Če bomo sploh kdaj uspeli sprazniti, ker glede na meteorne vode Trnovega, ne, bomo verjetno naleteli, da nikoli štirne ne bomo spraznili, ker je toliko vode. Kako potalnica tudi? Ja, potalnica ja, ker smo že v nivoju verjetno 8 metrov reke, ne, tako da potem bo treba še kako besedo spregovoriti. No in zgoraj je prostor, ki ga želimo osvetliti, dati, se pravi, neko stekleno površino, da bo videti to našo štirno. Nad stavbo je pa železna konstrukcija, kjer so 2 soda po 70 000 litrov vode, ki so bila rezerva za samo postajo in za vožnjo vode, kot sem včeraj že povedal, Pivka, Matulji, Šapjane, Reka. Se pravi, ta delček Krasa, bi tako rekli, na hrvaškem delu, ne. Ravno ko vidim tukaj nekje seveda gospoda Bašo, Bistričana, ne, njemu gre velika zasluga, da ni te sode kdo odpeljal, ne, in nas je spodbudil in verjetno posledica je prišlo do društva, ne. Drugače bi te sodi verjetno že kje bili na odpadu, je res. Če kdo si ne predstavlja, v Divači so še zunaj, ne, na prostem te sodi, to so kovičeni sodi, ja. Letnica na portalu je 1906. Prej verjetno neka lesena konstrukcija mogla biti, ne. No, se pravi, to, kar je vodnega stolpa, pričakujemo in nekako želimo tukaj vhod narediti in tam ga blokirati. Se pravi, da bo z temi pomožnimi objekti, ki so nekaj služili bolj kot, bi rekel, za živino in ostalo, ne, tukaj prebivalcem, ne, želimo, da bo to tudi neko priročno skladišče. Ali bo to za miniaturne vlakce, ali bo to samo skladišče za društvo železničarjev, bomo videli, ne. Se pravi, pokukajte noter, pogledajte gor, noter pa zaenkrat ne bi radi dovoljevali, da ne pride do kakih problemčkov, ker smo na gradbišču. Ja. Hvala lepa. Vprašanje. Benzin je vzpeljan v štirno, oziroma to treba porazlistaviti. Ali so oni vse sode polnili Pregleduješ celo pisanje, ko sem bil sam na otvoritvi. Ampak lahko ti se tam treniraš za pilot. Je pozival sam na simulator. Ona nekaj bo šal. Pa to je 11 milijonov evrov.